Zadnji Kodiaq, ki smo ga imeli na testu, nas je še najmanj prepričal s svojim izgledom. Ogromen avtomobil je v beli barvi, kljub bogati opremi izgledal dolgočasno, zato smo zdaj dobili Sportline. Če boste izbrali takšno barvo, ki vse skupaj lepo poživi in stane skoraj 1000 evrov, boste zelo opazni. Pa tudi z večjimi platišči in drugačnimi odbijačama, ki jih še prinaša ta paket. Notranjost je privlačna, tukaj sta temna stropna obloga in prirezan volanski obroč. Svoje dodajo še ti elementi v imitaciji ogljikovih vlaken, pa oblazinjenje v kombinaciji usnja in alkantare. Navdušila sta me sedeža z vgrajenima vzglavnikoma, ker dobro izgledata in sta udobna. Kljub temu, da tale Kodiaq vse stavi na izgled, nima možnosti nakupa digitalnih merilnikov. In še tole, tale ima 5 sedežev, prejšnji pa 7, kar v praksi pomeni, da je prtljažnik še za 90 litrov prostornejši. Tole je zelo prostoren avto. Sam pogonski sklop smo v prejšnjem testu že dobro obdelali. 2-litrski turbodizel tukaj razvije 140 kW, torej 191 konj, porabi okrog 8 litrov, povezan pa je z robotiziranim menjalnikom DSG, ki sicer super deluje, samo pri speljevanju rad malo pocuka. Čeprav je pogon 4-kolesni, tole ni noben terenc, niti ni športen, kot bi pomislili ob imenu opreme. Je pa čvrst, to pa, na slabših podlagah kljub prilagodljivemu podvozju precej stresa. Pozna se, da je podvozje trše, platišča pa v tem primeru kar 20-palčna. Še vedno v ovinkih vse skupaj deluje dokaj okorno, ker je tole veliki, nekje tono 800 težak avto, torej res vse stavi na izgled. Če vam ta pomeni največ, bo Sportline idealen za vas. Sicer pa lahko mirne vesti izberete tudi paket Style, ker bo vse skupaj udobnejše in vsaj 1500 evrov cenejše. Točno takšen stane samo malo manj kot 50 tisočakov.